En lep dober večer. Odpiram 38. letno skupščino ZŠA Mažiri. V naši sredini lepo pozdravljam vse člane in članice, še posebno lepo pozdravljam spoštovane goste, ki so se prijazno odzvali našemu vabilu. Nocoj so med nami župan občine Žiri Janez Žakelj, župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, Pobrateno društvo iz Slovenskih Konjic, predstavniki Savinjske doline, pozdravljam tudi predsednika Združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenije Milana Pečnika. Pozdravljam tudi ZŠA Jesenice, ZŠA Idrija, ZŠA Postojna. Med nami pa je tudi predsednik Zveze ZŠA Slovenije Aleš Kočančič. ZŠA Velenje, ZŠA Rogaška Slatina. Med nami je tudi društvo Rokovnači iz Besnice, ZŠA Trebnje. Med nami pa je tudi dekan Igor Jereb. Vsi ti so se vljudno odzvali našemu vabilu na našo letno skupščino. Poleg njih pa seveda z veseljem pozdravljam tudi vse uniformirane in druge člane našega združenja in njihove spremljevalke in spremljevalce. Še enkrat torej vsi skupaj prisrčno pozdravljeni na 38. zboru članov ZŠA Mažiri. Predno pa pridemo na uradni del, pa bi rad še pozdravil Mojco Leskovec, naša doktorica, pa ji bomo predali kar besedo, da vidimo, kaj je pripravila za današnji večer, za uvod v zbor članov. Ja, in lep pozdrav. Jaz sem vam za danes vam bom predstavila temeljne postopke oživljanja, zelo na kratko, in pa uporabo AED-ja. Pa bomo začeli kar z enim kratkim filmčkom. Sicer je malo smešen, ampak vseeno ga glejte, pa se kaj naučite. Potlej bomo pa še na hitro ponovili prek PowerPoint predstavitve. Gliho lamo sam. Ćao, folk. Ime mi je Car. A kličuju me Zoki. Odrašao sam med bloki. Geto pa to. Doživo svašta vidio marske, tako da jaz vem live. Poslušaj. Recimo kupuješ avto, a nimaš niti za buhtlo. Valjda greš babico prosit za denar i kad jadna preračuna u dinare, infrakt. Ode baba. Kvazaj. Kva narest. Za demonstracijo vam bom žrtvoval svojega soseda. Trgač kar cool tip. Ime mu je Štefan, a piše se Budala. Zato, ker se tip zakreditiral 30 let za avto. 30 let za avto. On če blakap še uspal v njemu, če mu žena dovolila. Pa je zdaj to. Ja ne vem, da Mjanu vpraš. Gospod sosed. Ja. A je to metalika barva, a? Toran, če se Bog ne daj kaj tazga naredi, sam brez panike, gledalce. Najprej preverimo, če se nesrečnik odaziva, če diha. Alo, gospod, alo, kralju, uresničite se. Inače, treba mu izprostiti dihalne poti, zato mu popravimo glavo. I poslušamo na usta i gledamo v prsa. Če spušča zvoke, ko na sedu kit.
To ni dobro, pomeni, da je frka, treba bo plunt v roki. A še prej, pokliči 112. La, 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 la. Dispečer na drugi strani ti bo povedal, kje slaka najdeš najbližji avtomatski ma mašino za oživljanje in to avtomatsko. Začnemo s tisi prsnega koša, brez žvaljenja v glavo. Dlani naštimamo v položaj za spucavanje Magicka. Hadouken! Ne veš, Ana? Nisi igral Street Fightera. Roke naštimamo nekje na sredino prsnega koša. In pretiskamo. Celo težo. Nekje 5 cm globok v koš od prs. Naj vas pederuša ne ovira pri oživljanju. Komolci stegneni. In sam šopaj, če kaj poč, bože moj, correctal damage. Rešujemo life. Ana? Dajmo nekje približan 2 potiska na sekundo. To ti je približan tak ritem, kokr šajbrajla, kadaj ima, šajbrajla, kadaj ima. In sam tako naprej, v ritmu rihane, dokaj ne pride pomoč, legenda. Ne sam da uživam, ubijam. Ana? Kot ambasadorka Evropskega dneva oživljanja sporočam. Če vidiš človeka, ki je neodziven in ne diha, kaj storiš? Pokliči 112, stiskaj prsni koš, uporabi avtomatski zunanji defibrilator in tudi ti lahko nekomu reši življenje. No, tako zdaj bomo šli pa še na kratko čez vse, kar ste zdaj videli, pa mogoče kakšno stvar še malo bolj povedali. Zakaj je pomembno, da ukrepamo, kadar pač je nekdo v stiski oziroma je nezavesten? Zato, ker s tem rešujemo življenja. Zakaj je pa pomembno, da se o tem pogovarjamo, pa da vsake toliko cajta malo ponovimo, pa zato, da ne bomo tako oživljali, kakor oživljata te 2 možička tam na uni sliki. Zdaj tukaj pred sabo imate eno verigo preživetja, ki kaže, če zgodaj prepoznamo in pokličemo na pomoč, s tem lahko preprečimo zastoj srca. Če začnemo z zgodnjim oživljanjem, lahko kupimo čas. Če uporabimo defibrilator, lahko ponovno zaženemo srce in s tem pač omogočimo nekomu boljše okrevanje in pa boljšo kvaliteto življenja. Zdaj, kako pristopimo k obolelemu oziroma prizadetemu? Najprej je na prvem mestu naša varnost. Vedno moramo pogledati, kje ta človek leži, ne? Zdaj, če je kje na neki prometni cesti, ne bomo kar zleteli tja, ker nas bo še nas zbil, pa ne bomo mogli nič pomagati. Tudi malo okoli sebe pogledamo, če bi bilo karkoli, kar je za nas nevaren. No, potem pristopimo. Preverimo odzivnost, se pravi ga pokličemo, lahko se ga dotaknemo, ne stresamo kaj preveč, lahko ga uščipnemo tle gor, tle pod ključnico in vidimo, če se odziva na bolečino, potem pokličemo na pomoč. Če je kje kdo v bližini, da nam lahko pomaga, ne? Ker v tistem času, ko se eden ukvarja z pač oboleljem, lahko drug kliče na 112, potem preverimo dihalne poti in pa dihanje, krvnega obtoka oziroma pulza, pa kot laiki vi ne preverjate, zaradi tega, ker je dosti težko oceniti, ali je puls, ki ga tipamo naš, ali tipamo pač žrtvi, mislim, od obolelega puls, tako da tu vi preskočite. Je pa tudi tako, da če človek ne diha, to pomeni, da slej ka prej mu bo tudi srce nehal biti, ker ne bo dotoka kisika, ki ga rab srce za svoje delo. Se pravi, najprej sprostimo dihalno pot, to je tako, kot ste videli tudi v filmu, se pravi, primemo z eno dlanjo na čelo in pa z 2 prstoma dvignemo brado. Pogledamo tudi, če so v ustih kakšni tujki, ker lahko, da je pač
vzrok, da človek ne diha in je nezavesten, tudi zadušitev z pač tujki. Potem preverimo dihanje. To naredimo tako, da naslonimo ušesa k ustom, hkrati tudi čutimo sapo na naši koži in pa gledamo premikanje prsnega koša. Zdaj, kadar pa sumimo, kadar gre za kakšne hujše poškodbe v smislu padcev z višine, prometne nesreče, mi ne smemo zvračati glave na tak način, kot ste videli prej, ne? Ampak naredimo prilagojeni trojni manever. Sicer to je malo težje, bi mogla na lutki pokazati, pa je danes nimam sabo, ker bi bilo malo predolgo vse skupaj. V glavnem, če pa vi tega, recimo, če ne znate oceniti, ali gre za poškodbo vratne hrbtenice ali ne, še vseeno boljše, da zvrnete glavo pa začnete pač z oživljanjem, ne? In na ta način sprostite dihalne poti. No, zdaj, ker smo preverili, ali je človek pač pri zavesti, ali je nezavesten. Zdaj, če je pri zavesti, bo itak govoril, ga bomo pomirili, poklicali pomoč, vprašali, pač, kaj se je zgodilo. Če je pa človek nezavesten in diha, ga namestimo v stabilni bočni položaj. To naredimo tako, kot kaže na sliki. Se pravi, pokrčimo nogo, roko na isti strani damo čez glavo in ga samo zvrnemo na bok. In ga pustimo v tem položaju. S tem, ker smo ga mi dali v ta položaj, smo mu sprostili dihalne poti in bo on lahko sam dihal. Tudi pokličemo, če še nismo na 112. Takrat, ko kličemo na 112, vedno povemo, kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodila nesreča, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečencev, kakšne so poškodbe, kakšne so okoliščine na kraju nesreče in pa kakšna pomoč je potrebna. Saj, če kaj pozabite, vas tudi na centru sami pol naprej pač vprašajo. Ampak pomembno se je pa predstaviti pa povedati, kaj se je zgodilo. Zdaj pa, če je človek nezavesten in ne diha, pa pomeni, da bomo mogli nekaj začeti ukrepati. Zdaj, prvo pokličemo na pomoč, če nismo tega že naredili prej, ne? Se pravi, kličemo na 112, potem pa začnemo s 30 stisi prsnega koša in pa 2 vpihi. Zdaj, tukaj piše, da lahko tudi samo stisi. Tu pa zaradi tega, ker tega človeka, ki leži pred nami, mi lahko ne poznamo. Ponovadi te so lahko tudi, ne vem, bruhajo, ne vem, krvavijo recimo iz ustne votline. V tem primeru pač mi bomo sebe prej zaščitili, ne bomo pač šli usta na usta delati pač vdihov. Se pravi, bomo začeli samo za masažo srca oziroma po novem se temu reče stisi, zato ker so bili problemi, kadar smo prek telefona pač naročali, kaj morajo ljudje delati in smo prišli tja in so dejansko masirali. Niso stiskali prsnega koša, ampak so masirali. No, tu pa naredimo tako, da v bistvu, kot vidite, damo dominantna roka je vedno na spodaj, je na prsnem košu. Druga roka je zgoraj, prste prekrižamo, komolci morajo biti vedno ravni in pritiskamo približno 5 cm v globino. Pritiskamo pa nekje na sredini prsnega koša. Če si predstavljate, da je prsni koš od ključnic pa do medenice, se pravi na sredini tega. Ali pa če, ne vem, žličko veste vsi, kje je, epigastri. To je tle pod rebri, no. Se pravi, tam gor tista kost, ki jo boste začutili, takoj 2 cm višje, no, na tistem mestu. Ne smemo pa več kot 6 cm pritiskati. Zdaj, kadar tu delamo, se ponovadi polomijo rebra. Tega se ne ustrašite, kar pritiskajte naprej. Je pa veliko težje pritiskati pa dajati stise pri zlomljenih rebrih, zaradi tega, ker ni več elastičen prsen koš in veliko več moči porabimo. Zdaj tudi, če se komu zgodi tu na posli, tega nikoli ne početi na posli, zaradi tega, ker ne bomo s tem nič naredili, ker bomo pritiskali ob jogi. Vedno je treba dati človeka na tla in pač tam začeti, na trdi podlagi. Zdaj, če se lotite vpihe, morate pač zvrniti glavo, zamašiti nos, objeti usta tesno in pa
Vmes morate pustiti čas, ne par 2 sekunde, da človek tudi izdihne. No, v tem času, ko ste to začeli, lahko, če imate pomoč, pošljete nekoga po avtomatski eksterni defibrilator. Zdaj v Sloveniji je že skoraj v vsakem gasilskem domu, v vsakem zdravstvenem domu, vsaka občina ga v bistvu ima, ne. Tako da pač teče, zdaj če ste sami, pa veste, da je tu za vogalom, pustite oživljanje, tečete po to mašino, zaradi tega, ker boste več s tem naredili, kakor samo z oživljanjem. Zdaj, teh modelov defibrilatorjev je en kup, tudi tukaj na sliki jih vidite milijon. Vsi so na zunaj videti različni, v bistvu so čisto isti. Vsi imajo 2 tipki, eno zeleno, eno rdečo. Zelena je za vžih, nekateri nimajo zelene tipke. Te se v bistvu prižgejo že, ko jih odpremo, tako da imajo samo rdečo tipko. Imajo 2 elektrode, ki jih nalimamo na prsni koš in potem sledimo navodilom. Nimamo v bistvu čisto nič za svaliti. Evo, se pravi, da še enkrat na hitrico ponovimo. Najprej sprostimo dihalno pot, pokličemo na 112, tečemo po defibrilator, če je kje blizu, ga vključimo, nalimamo gor nalepke in sicer pod desno ključnico nalimamo eno in pod v bistvu na spodnjo polovico na stran na levo polovico prsnega koša spodaj drugo. Zdaj tudi, če zamenjamo položaj, da jih obrnemo, da damo pod levo ključnico pa na desno spodnjo stran prsnega koša ob stran, ne bo čisto nič narobe. Pa tudi so slikce zraven narisane, tako da ne boste čisto nič hvalili. Se pravi, potem pa mi sledimo navodilom. Ta aparat nam bo rekel, da se moramo umakniti, ker bo analiziral ritem. Takrat se moramo vsi umakniti, pa se ne dotikati pacienta, ne zato, ker nas bi stresali, ampak zato, da pač on zmeri to srčno akcijo oziroma določi ritem in se pol on na podlagi tega odloči, ali ta pacient potrebuje šok ali pa če ga ne potrebuje. Če ga potrebuje, nas mašina obvesti in reče, da pač šok je priporočljiv, prosim stisnite rdeči gumb. No in pač takrat vi se umaknete, morajo se umakniti tudi vsi ostali, noben se ne sme dotikati bolnika in pa pritisnite na gumb. Ko enkrat to naredite, se lahko nazaj približate in začnete z stisci prsnega koša. Ne bo se vam nič zgodilo, zato ker ta naprava se sama nikoli ne sproži, vedno mora eden pritisniti na gumb. In tudi če defibrilacija ni svetovana, tudi mi lahko pritiskamo na ta gumb, kakor hočemo, pa ne bomo pač dosegli, da bi se sprožil šok. No, zdaj pa, ker ste vsi šoferji in ste veliko na cestah, bi pa povedala še, vam pokazala par slik od prometnih nesreč, pa mogoče tudi malo povedala, kako se pa takrat ukrepa. Ta slikca je iz lanskega leta, to je bila množična nesreča Goli vrh, januarja na avtocesti. To je ena, evo to je druga, tretja. In pa tukaj vidite, kako je bilo, da je bilo, ne vem, a se vidi, koliko je bilo v bistvu veliko avtomobilov, pa kam vse so bili spaštani. Zdaj v takem primeru, če ste pač naletite na tako nesrečo, pa da ste vi udeleženi, če imate možnost, da ste kje blizu ograje, greste ven pa za ograjo, ne hodite reševati, sploh se ne približujete kje, ker te avtomobili, kadar je tako hudo, grejo tudi čez ograjo, tako da se nekam na varno mesto umaknite in čakajte. Če ste pa v avtu, da ste daleč od ograje, da se vse okoli vas premika, imate pa v bistvu večjo možnost, če ostanete v avtu. Tako da, polka se pa vse ostavka, se nehajo naletati vozila, pa v bistvu lahko se kaj približate, komu pomagate, sem kadar je tako veliko za pomagati ni, no. Evo, tle imamo še ene slike. To je bilo par let nazaj, je zaradi neprilagojene hitrosti voznik zapeljal v to drevo, bil na kraju nesreče mrtev. Ta spodnja slikca levo spodaj je pa izpred 14 dni,
Ne vem, če se kdo spomni cesta Materija Ilirska Bistrica, ko je, ne vem, 20-letni voznik zapeljal, pijan, pa zaradi neprilagojene hitrosti z ceste, njemu ni bilo nič, sopotnica, 16-letna punca je pa umrla na kraju nesreče. Tudi vidite, da je bila to toliko velika sila, da je vrgal ven sovoznikov sedež in v bistvu punco pomačkal pod avtomobil. Zdaj, kako mi pristopamo k kakšnemu poškodovanemu v prometni nesreči, tu govorimo o lažjih prometnih nesrečah, bolj o trkih, ker če so hude prometne nesreče, veliko pomagati, se pravi, ne moramo, ker ponovadi so tam do smrtnih žrtev, tiska je pa živ, pa ponovadi že sam preigravan iz avta, preden kdo pride na kraj. Vedno poskrbimo za svojo varnost. Vedno k temu, ki je poškodovan, vedno pristopimo od spredaj, ga primemo za glavo in šele potem ga ugovorimo. Tu pa zaradi tega, ker pri teh nesrečah je vedno možnost poškodbe vratne hrbtenice in pač ni lih priporočljiv, da takrat ljudje mahajo okoli svojo glavo. Zdaj vratno hrbtenico varujemo tako, da gremo od odzadaj, tako kot vidimo na tej sliki, ga primemo za glavo, osebo probamo pomiriti. Zdaj ponovadi ti vozniki že sami prej hočejo iti ven, hočejo hoditi okoli. Zdaj načeloma, če sami hočejo, pa če se čutijo, lahko grejo. Je pa problem, ker takrat vsem tistem adrenalinu ljudje niti ne vejo, da jih kaj boli, pa da je kaj narobe, ne. Tako da mi vedno ravnamo v teh nesrečah, tudi če so bolj pri majhnih hitrostih, kakor da je možnost poškodbe vratne hrbtenice in ponovadi tudi, dokler se to ne poslika, mi nismo ziher, a je kaj poškodovan ali ni. In pa da pomirimo poškodovanca, pač mu vse razložimo in tako. Zdaj, kdaj pa se mi poslužujemo hitrega izleka iz avtomobila, ker vemo, da pri prometnih nesrečah mi nikoli če ni nevarnosti, nikoli ne vlačimo človeka iz vozila, če je pri zavesti, če diha, če lahko tam počaka na reševalce, lih zaradi poškodb hrbtenice. Zdaj pa loha pa izvlečemo ven, če je kakšna huda krvavitev, ki jo mi ne moramo zaustaviti, ker je premalo placa, ker ne pridemo zraven, takrat ga lahko potegnemo ven in pač se potrudimo zaustaviti krvavitev, ponovadi sem s pritiskom na rano, oziroma iz krvavečega mesta. Kadar grozi nevarnost ožiga, eksplozije, zadušitve, utopitve, recimo lahko tudi zdrsnejo iz ceste v kakšno reko, takrat ne bomo mi čakali, pa bomo potegnili ga ven, bo pač imela prednost življenje, ne hrbtenica. In kadar vzrok nezavesti ni poškodba, recimo, da se je nekdo pri majhni hitrosti zaletel v ograjo, bil sam udeležen, je nezavesten in ne diha, ni vidnih hujših poškodb, se pravi, da je bil lahko vzrok za nesrečo kap, infarkt, ga potegnemo ven in začnemo oživljati, tako kot smo prej videli. Tle imamo tudi slikce, smo bili z prostovoljnim gasilskim društvom Materija, smo uprizorili eno hudo prometno nesrečo in smo se pač učili, kako pač potegniti ven poškodovance, da jih čim manj premikamo in tako. Kdaj pa ne oživljamo? Zdaj, kadar ste v dvomih, ali je človek mrtev ali ni mrtev, ali bi ga oživljali ali ga ne bi, vedno oživljajte. Nimate kaj izgubiti. Tudi če je mrtev, oživljali ga ne boste, škodovali mu pa tudi ne boste. Lahko mu edino pomagate, če se je to zgodilo pred kratkim, ne? Kadar so poškodbe nezdružljive z življenjem, tukaj govorimo res o takih poškodbah, kot so, ne vem, da utrga nekomu v glavo, da je zmečkan, da v bistvu, da res ne moremo, da ni možnost, da bi preživel. Kadar je zadnja faza neozdravljive bolezni, tu načeloma na terenu nikoli mi ne vem, kakor laiki, nikoli ne veste, ali je nekdo bolan ali ni bolan, se pravi, to za vas ne velja, vedno oživljate in kadar so že prisotni znaki smrti, to morajo biti taki zelo očitni znaki smrti, ne, da je človek trd, mrtev, mrzel, pa da so mogoče že kakšne mrliške lise, ki je vidne, von in tako. Če pa nič od tega niste zihar, vedno oživljajte. No, glede na to, da ste tudi vsak dan na cest, pa da so zastoji,
bi vam še povedala, da zdaj že kar nekaj cajta velja en nov pravilnik o razvrščanju. Včasih se je pustil ta odstavni pas za te reševalna vozila, ma se tu nekako ni odnesel in zdaj se je začel tako umikati na stran. Se pravi, da se naredi po sredini ceste pas za intervencijska vozila. Tu pa dejte že, ko boste prišli v kolono, takoj se umakniti do stranske črte. Ker polka enkrat vas eden zaparkira od odzadje, eden od odspredje, nimate kam. Tu bi bilo pa to, no, na hitrco. Mojca, hvala. Nismo vedeli, da imamo tako dobre doktorje med nami, med našimi člani. Še enkrat hvala, ker si se potrudila za današnji večer. Mi pa bi šli kar naprej z programom, ki nam ga predvideva program, ki smo ga tudi vam poslali. Prihajam kar na prvo točko dnevnega reda, ki predvideva sestavo delovnega predsedstva za nocojšnjo zbor članov. Za delovnega predsednika predlagam Vojkota Jezerška, za člana delegata delovnega predsedstva Pavleta Dolenec in Antona Kržišnika, za zapisnikarja pa našega tajnika Janeza Seljaka. Če nima v dvorani nobeden nič proti predlaganim kandidatom, predlagam, da člani zasedejo svoje prostore in jim hkrati prepuščam vodenje nocojšnjega zbora. Hvala lepa za zaupanje, pa bi šli kar naprej, da bomo čim hitreje skozi. Jaz bi predlagal za ravnatelja zapisnika, se pravi Antona Kržišnika pa Trček Primoža. Pa za verifikacijsko komisijo predlagam Vilita Freliha pa Jesenko Ana. Ste za to? Prosim, zdvigam rok. Hvala lepa. Zdaj pa prej, kad gremo na poročila našega združenja, našega delovanja, bi dal besedo županoma, ker se ima mudi naprej. Pa bi prosil kar našega žirovskega župana Janeza, da nam kakšno besedo pove. Janez, izvoli. Hvala lepa delovnemu predsedstvu, sploh za vabilo. Najprej ena lepa dobrodošlica v našo občino Žiri, tako kolegu županu sosednje občine, ki običajno rečemo najboljši sosedje, potem pa tudi vsem visokim gostom iz združenja, drugih združenj, seveda pa tudi, ali pa v prvi vrsti tudi članom ŽŠAM Žiri. Zdaj najprej mislim, da je na mestu zahvala članom za dobro sodelovanje z občino. Kot vsa leta, tudi zdaj, tudi letos za lansko leto lahko rečem, lepa hvala, da ste vedno pripravljeni poskrbeti tako za varnost šolarjev, tako za izobraževanje naših šolarjev, osnovnošolcev in vrtčevskih otrok. Vesel sem tudi pobud in sodelovanja za izboljšanje varnosti v naši občini, kar nekaj članov aktivno sodeluje v SPV-ju, se pravi v naši komisiji za varnost, in mislim, da je to zelo pomembno, predvsem zato, ker smo si v prometu, predvsem sami ljudje, sami šoferji, največji sovražniki. Se pravi, najbolj nevarno, pa ne vi, ki ste to profesionalci, ampak veliko je tistih, ki ne vejo, kako se varno vozi, in mislim, da je zelo pomembno, da se šola. Včasih me malo zbode, ko slišim tudi po radiju, pravijo, radar je tam pa tam, zato vozite bolj počas. Mislim, da bi bilo bolj prav, da bi rekli, vozite po predpisih in bo vse varno. Mislim, tudi ti predpisi, če se tudi meni osebno včasih zdijo brez potrebe. Danes sem bil od Loke do Kranja, pa sem rekel 50 na uro, meni se zdi tam 70, ampak
Če se 50 vozi, je pač 50 omejitev. Tako da, toliko jaz bi se zahvalil za to lepo predstavitev, kar malo grozno, ker je bila še tema in bi vam zaželil, da se predvsem nič takega ne bi vam in komu drugmu, vašemu bližnjemu na cesti zgodil, predvsem varno vožnjo. Sicer pa delamo v občini Žiri precej na cestah, letos z direkcijo se že dela cesta proti Logatcu, proti Idriji se tudi obnavlja, zdajle proti Goreni vasi je tudi neko delovišče. Delamo naprej na obvoznici, delamo tudi za vstop v industrijsko cono, ki je problematičen in zdaj se pripravlja na direkciji sporazum, sofinancerski sporazum za pločnike na Selu, toliko za tiste, ki veste, kje to je, tam proti Škofji Loki, je precej nevarno odsek in občina bo sofinancirala pločnike, država pa upajmo do konca leta rekonstruirala to cestišče. Sicer pa jaz vam želim, čim manj nesreč in prijetno druženje nocoj. Hvala. Hvala lepa gospodu Janezu Žaklju za spodbudne besede. Pa bi prosil še župana občina Gorenja vas Poljane Milana Čadeža, da nam še on pove kakšno dobro besedo. Ja, spoštovane članice in pa člani ZŠAM Žiri, spoštovani gostje, spoštovani gospod predsednik, delovno predsedstvo in pa seveda kolega župan in pa seveda gospod župnik, en lep dober večer. Tudi z moje strani in pa prenašam pozdrave z deželice čisti spod Blehaša. Vaše delo je v naših krajih zmeri zelo pomembno in ne morem več dodajati besed, kar je že moj kolega povedal. Predvsem se zmeri pa na vsakem koraku tiče varnosti. Vaše delo za volanom je pa delo, z druge perspektive. Mi, ki smo samo v avtomobilih, malo drugače vidimo, kot vi, ki ste večinoma poklicni šoferji, ki ste za volanom, malo deli cajta, kot mi drugi, ki se peljemo na šiht pa nazaj. Jaz sem velikokrat, ki sem se peljal čez kakšen mejni prehod, ki še nismo bili v EU-ju, sem ja ubogi šoferji. In tu je dejansko današnje stanje ali pa včas, ki primerjaš, lahko tudi stanje cest. Se danes tudi ni Bog vikej, ampak tudi mi se trudimo, da ta cestna infrastruktura izboljšamo. Vesel sem, da ima država v proračunih za naslednja leta več sredstev za državne ceste, zaradi tega, ker ceste so tiste, ki tudi povečujejo varnost. In tu je ena izmed tistih stvari, ki se vam moram še prav posebej zahvaliti. Bi pa želel vas, že vnaprej seznaniti in tudi animirati in tudi povabiti k sodelovanju. Mi v Gorenju začenjamo konec tega meseca z gradnjo športne dvorane, ki je v neposredni bližini šole in tle bi vas že kar vnaprej prosil za sodelovanje, kar vem, da bo tudi šlo, tu je šolski okoliš, hkrati se bo delala športna dvorana, zunajne igrišče in pa urejevala kotlovnica in bomo imeli kar veliko težav, da bomo te zadeve vsak dan peljali toliko, da bo šlo to, kad je treba. In ravno vaše izkušnje v prometu in pa povsod, kjer opravljate svoje delo, je tle nam, največjega pomena. In tle, res, gospod predsednik, pa vsi ostali bomo masko obsedli in tukaj res, se ne da bi me skrbeli, ampak tega projekta se lotevam še prav iz posebnega spoštovanja. Tako da toliko, kar se tega tiče, jaz vam želim uspešen občin zbor, v kar sem prepričan tudi, da bo. Veseli me, da je tudi predsednik zveze med nam, odkar županujem, mislim, da prvič, in me res veseli in pa, da te zadeve speljete in zapeljete to, kad je treba. Jaz se res veselim sodelovanja z vami, uspešno delo,
sam pa grem naprej, imam še 2 občna zbora danes, tako da bomo danes kar veliko skupaj. Hvala lepa, pa srečno za volanom in povsod. Hvala, Milan. In kukar jaz sedim danes za tole mizo, ti obljubljamo z naše strani vso podporo. No, zdaj bi šli pa kar naprej po dnevnem redu in bi prosil predsednika Marjana Dolenca, da poda svoje poročilo. Hvala lepa. Spoštovani delovni predsednik, spoštovani župani, ko so že šli, spoštovani članice, spoštovani gosti. Vesel sem, da lahko kot predsednik ZŠAM žiri podam lepo poročilo o delovanju našega združenja za leto 2016. Za nami je še eno plodno leto, lahko bi rekli, da nam preteklo leto ni bilo dolgčas, saj smo bili delovni na vseh področjih. Žal pa smo se morali v obdobju od zadnjega zbora članov posloviti od 2 naših članov, in sicer od Rajka Homec in člana upravnega odbora Aleša Košenina. Poslovila pa se je tudi Cvetka Poljanec, ki nam je dolga leta krasila mize za zbor članov. Poveljniku Vojkotu Jezeršku ter pomočnici in pomočniku poveljnika ZŠAM žiri in praporščaku Marjanu Zemljariču se zahvaljujem za udeležbo na pogrebih naših članov. Prav tako se moram zahvaliti vsem našim uniformiranim članom in članom drugih društev, posebno še članom ZŠAM Slovenske Konjice, da ste se tako v velikem številu pospremili naše stanovske kolege k večnemu počitku. Prav tako smo se poslovili od dolgoletnega predsednika ZŠAM Idrija Ivana Leskovca. V spomin na preminule člane počastimo z minuto molka. Slava njihovem spominu. Upravni odbor se je sestal na 7 rednih in 1 izredni seji. Na vseh sejah so bili prisotni člani nadzornega odbora in člani drugih komisij ZŠAM žiri. Delo združenja je v letu 2016 potekalo po programu, ki smo ga sprejeli na lanskem zboru članov v Gorenji vasi. V preteklem letu smo se udeležili več zborov, proslav v Beli krajini, v Velenju, srečanji na Rogli, piknik v Besnici, na Konjiški gori, Krištofove maše, v Slovenskih Konjicah, kamor smo bili povabljeni. Povsod smo bili zelo lepo sprejeti tudi v samostojnih združenjih, ki niso povezani v krovno organizacijo. V letošnjem letu pa so nas po 12 letih povabili na srečanje s predsednikom Zveze ZŠAM Slovenije z Alešom Kocjančicom na pogovor na Zvezo v Ljubljano. Združenje letos že tretjič dobilo 0,5% dohodnine od tistih članov, ki so združenju namenili del dohodnine. Vsem tistim, ki so namenili del dohodnine ZŠAM-u, iskrena hvala. Obrazce imamo nocoj tudi pri našemu Janezu, tako da tisti, ki bi to še želeli izpolniti, lahko naredite še nocoj. Ko so bili hudi časi za tovarno obutev Alpino, smo na pobudo občine Žiri pred Alpino na cesti skrbeli za red na množičnem shodu pred zaprtjem oziroma pred množičnim odpuščanjem delavcev iz Alpine. Procesijo na Veliko noč in na svetorešne telo in kri in blagoslov kapelice v Starih Žireh smo člani združenja varovali na glavni cesti in križiščih, tako da je procesija nemoteno potekala po cesti po začrtani poti. Prometna kača v občini Žiri je potekala 14 dni in na njej smo sodelovali 4 člani. Tekmovanje Bicikl Poljane se odvija vsako leto in tako smo tudi mi 4 člani vsako leto prisotni med komisijo in pa na glavnih križiščih, kjer poteka tekmovalna proga po Poljanah. Varovanje otrok v osnovni šoli Sovoden smo izvajali z 2 članoma, ki je cela osnovna šola imela športni dan, izpeljali so pohod, ki se je tudi odvijal po glavni cesti Sovoden-Cerkno.
Proslava ob 40-letnici igrišča in pa trim steze v Žireh se je odvijala na igrišču Jezero. Člani ZŠAM-a smo v proslavi umirjali promet, ki poteka mimo otroškega igrišča. Orientalski tek, ki je letos potekal po žirovskih ulicah, po Žireh, člani ZŠAM-a Žiri smo organizatorji iz Idrije pomagali tek varno izpeljati, saj so tekači morali prečkati cesto mimo prehodov za pešce do cilja. Markov tek na Mrzli vrh je organiziralo Planinsko društvo Žiri, naši člani pa so poskrbeli za varnost na ledinici in pa za varno parkiranje pod planinsko kočo. Kot vsako leto v septembru smo prispevali k varovanju otrok v prvih šolskih dneh. Bili smo prisotni v 3 občinah. Varovanje otrok smo opravili v Železnikih, v Žireh, v Gorenji vasi, Poljanah, na Sovodnu in v Lučinah. Naše združenje se čuti dolžno, da opravlja nalogo varovanja otrok v prvih šolskih dneh in po šolskih zimskih počitnicah, saj so že od vsega začetka ukvarja s preventivo v cestnem prometu za naše šoloobvezne otroke, ki so vsak dan udeleženci v prometu kot pešci ali kolesari na poti v šolo in nazaj domov. Varovanje smo ponovili tudi po novoletnih in zimskih počitnicah. Med prvomajskimi prazniki so v Žireh potekali 10. čipkarski dnevi in v tem sklopu je bilo tudi predstava na prostem kontraband na Rupnikovi liniji, ki se je odvijala na ledinici. Naše združenje je prevzelo varovanje in urejanje prometa ter parkirišč. Delo je izvajalo 12 uniformiranih članov. Vsem tistim, ki ste takrat pomagali, še enkrat iskrena hvala. Prav tako se vsem zahvaljujejo članice Klekljarskega društva Cvetke in Turistično društvo Žiri ter občina Žiri. 4 člani smo se udeležili srečanja na Rogli. V lanskem letu ste lahko prebrali prispevke o našem delu v žirovskih stopinjah, v Gorenjskem glasu, v Tripu, Transportu, Podblegaških novicah in v Družini. Hvala vsem novinarjem in novinarkam, ki so si vzeli čas, da so pripravili članke o ZŠAM-u Žiri v že omenjenih časopisih, da smo tako prikazali ljudem naše plodno, humano delo. Na god svetega Krištofa smo imeli svetomašo in blagoslov avtomobilov v Javorjah. Udeležilo se ga je okrog 40 članov našega združenja v svečanih uniformah. S prapori so sodelovali tudi člani pobratenega združenja ZŠAM-a Slovenske Konjice, ZŠAM Jesenice, ZŠAM Bela krajina, ZŠAM Rogaška Slatina, ZŠAM Postojna, ZŠAM Velenje, ZŠAM Trebnje, ZŠAM Savinjska dolina in ZŠAM Idrija. In narodne noše iz turističnega društva Sovoden. Povorko je vodil poveljnik Vojko Jezeršek. Naslednjo soboto smo bili na pikniku pri pobratenem društvu na Konjiški gori. Na pustnih torek smo imeli varovanje pustne povorke po Žireh, kjer so se v pustnih maskah pokazali vsi vrtci v Žireh. Tudi letos smo se vključili v akcijo Bodi viden, bodi previden v občini Žiri in občini Gorenja vas Poljane. Z geslom Bodi viden, bodi previden. Stopimo iz teme. V Žireh smo akcijo ponovili tudi v februarju, kar se je pokazalo, da so take akcije še kako potrebne za spodbujanje večje varnosti v večernih urah. V letu 2016 smo bili sponzorji Kati Pivk vrednosti 400 evrov in smo ji tako pomagali pri osvojitvi naslove državne prvakinje v kartingu. Ponosni smo lahko, da imamo take športnike v naših vrstah, ki nosijo naše simbole na svojih športnih kombinezonih na vseh dirkah po Sloveniji in izven nje. V lanskem letu smo prav tako izvedli akcijo varovanja kolesarske dirke Maraton Franja. Maraton je potekal po standardni relaciji. Sodelovali smo pri varovanju in urejanju prometa na Žirovskem kolesarskem krogu. Jeseni smo organizirali izlet na Koroško. Prevoz smo zaupali avtoprevozniku Frelihu. Pot nas je vodila skozi Velenje, Šoštanj, čez Sleme v Črno na Koroškem. Najprej smo si ogledali podzemlje Pece in Rudniški muzej. Pot nas je peljala nazaj v Črno, kjer so nas že čakali v tovarni TAP, to je tovarna akumulatorskih baterij. Razkazali so nam proizvodno tako
kako nastajajo akumulatorske baterije za osebne avtomobile. Po ogledu muzeja Olimpijcev smo se zapeljali v Šentanel na dobro večerjo. Domov smo se vračali s polno lepih vtisov v poznih večernih urah. Ob tej priliki se moram zahvaliti Tomitu Jerebu za lepo organiziran program po Koroškem in šoferju Vojkotu Jezeršku za lepo umirjeno vožnjo. Z društvom rokovnači iz Besnice smo že več let dogovorjeni, da vsako leto v oktobru pomagamo drugo in tretjo nedeljo urejati promet na kostanju in pikniku v Zgornji Besnici. Pri urejanju prometa je sodelovalo 21 uniformiranih članov. Delo v Besnici je bilo zelo razgibano, so pa tudi člani društva rokovnači lepo poskrbeli za naše člane, tako da nismo bili ne žejni, ne lačni. Vsi člani, ki so pomagali pri urejanju prometa, smo bili potem povabljeni na družabni piknik v Besnico. Rokovnači, hvala. Balinarski turnir se je letos odvijal v Žireh. Naše združenje je zasedlo drugo mesto. Prihodnji pokal pa so osvojili člani ZŠAM Cerkno. So bili pač najboljši ali pa so imeli največ sreče pri igri. Združenje je šlo v nakup delovnih uniform in sicer 18 kompletov, s katerim bomo lažje opravljali delovne naloge za potrebe združenja. Delegacija ZŠAM Žiri je po 1. novembru obiskala grobove pokojnih predsednikov ZŠAM Žiri. Predavanje za poklicno kvalifikacijo MPK pa je v letošnjem letu potekala v mesecu januarju in sicer 2-krat v Žireh in 1-krat v Škofji Loki. Rad pa bi se za dobro sodelovanje zahvalil avtošoli BB, ki nam je svojim predavateljem to omogočila. Tako smo lahko izpeljali predavanje o naših krajih, moramo pa tukaj pohvaliti tudi našega poveljnika Vojkota Jezerška, ker je največ pripomogel, da je predavanje potekalo nemoteno v domačem kraju. Tudi letos lahko pri Janezu poravnate članarino za tekoče leto oziroma jo lahko poravnate tudi preko banke. Z dokazilom o plačani članarini pa lahko pri Janezu potrdite izkaznice ZŠAM Žiri. Vsi, ki pa imate polno izkaznico, pa to tudi sporočite, da vam pošljemo novo izkaznico. Žal pa moramo sporočiti, da smo morali par članov zbrisati iz seznama članov zaradi neplačane članarine. Na koncu bi se lahko reklo, da je naše društvo zgodba o uspehu, če pogledamo za 12 let nazaj. Rad bi se zahvalil vam vsem, ki ste celo leto pomagali v združenju na vseh akcijah, ki jih je združenje izvajalo. Z vestnimi in prizadevnimi člani, predvsem člani, ki redno poravnajo članarino in članom v upravnem in nadzornem odboru. Torej z ljudmi, ki jim lahko zaupamo in so pripravljeni pomagati in delati še naprej. Zahvaljujem se vam, ki ste žrtvovali svoje proste ure in ste bili vključeni v kakršnokoli delo skozi leto za javno dobro, za opravljeno delo v preteklem letu ZŠAM Žiri. Vsem šoferjem in šoferkam in avtomehanikom, gostom ter vsem našim članom in njihovim domačim želim še vse dobro in srečno vožnjo. Hvala lepa, predsednik. No, zdaj sem pa na vrsti, jaz sam moram pa nekaj reči tlele. Jaz sem padel tlele notar kot za predsednika, ker se Janez Miklavčič opravičuje, ima pač nezadržen večer nocoj in ni mogel prideti. Tako da novte mislim, za kva vodim jaz predsedstvo zdaj. No, zdaj pa še moje poročilo. Najprvo vse skupaj prav lepo pozdravljam. Kakor vsako leto, tako smo tudi v letošnjem letu, v letu 2016, imeli informirani in tudi ostali člani polne roke dela. Naštel bom samo nekaj akcij, ki so bili večjega obsega. Varovanje otrok v prvih šolskih dneh in v prvih počitnicah v občini Žiri, Gorenje vas, Poljane in Železniki. Opravljeno je bilo 335 ur. Sodelovalo je 38
članov. Pustna povorka, vrtec živi. Opravljeno 10 ur, sodelovalo 5 članov. Vse, če se sliš, veselite. Na akciji Vodi viden, vodi previden, 35 ur, 14 članov. Največja akcija je bila varovanje maratona Franja, kjer smo opravili 252 ur z 36 člani. Šipkarski dnevi 41 ur, 12 članov. Varovanje in urejanje prometa na Kostanjevem pikniku v Vesnici 230 ur in 20 članov. Nadalje je bilo ostalih manjših akcijah porabljenih 198 ur in 58 članov. Vse akcije so podrobneje razklenjene v prilogi, če bi koga zanimali, si jih lahko tudi ogledali. Na vseh teh akcijah smo porabili 1119 ur z 183 člani, pri tem pa smo opravili tudi 8650 km. Vse to pa na prostovoljni bazi in brez stroškov za združenje. Vsem sodelujočim na teh akcijah se iskreno zahvaljujem in vas prosim še za nadaljnjo pomoč pri vseh aktivnostih. Žal smo se tudi letos morali posloviti od 2 članov. Obeh pogrebov se je udeležilo 162 naših uniformiranih članov. Ob tej priliki se prav lepo zahvaljujem tudi prometni policijski postaji Škofja Loka in njihovim zaposlenim za korektno, uspešno sodelovanje. Upam, da lahko računamo na tako tudi v bodoče. Vsem še enkrat se lepo zahvaljujem in upam, da računam lahko na vas tudi v prihodnje. Šoferskim pozdravom, srečno, nasvidenje. Da ne bo predolgi. Nadalje bi prosil za poročilo poveljnika. Blagajnika. Sem že poveljnika nisem odčrtal, evo, sem mu že dal kljukico. Blagajniško poročilo za leto 2016. Saldo v blagajni 1.1.2016 1294,85 evrov. Prihodki v letu 2016. Dotacije občin in podjetij 1214,66 evrov. Članarina 2352 evrov. Prostovoljni prispevki članov, to je srečelov 855 evrov. 0,5% dohodnine 84,56 evra, NPK predavanja 555 evrov, varovanje žirovskega kroga, kolesarskega kroga 117,29 evra, plačilo srajc članov 161,04 evra, skupaj prihodki 5339,55 evrov, izdatki v letu 2016. Pisarniški material 549 evrov. Razni drugi izdatki, hrana, pijača, pošta, dvorana, koledarji, ikebanje 2250,53 evrov. Čižman, to so plakete priznanja 242,78 evra. Alpetur, maraton Franja, prevoz na maraton Franja 171,09 evra. Gamat, to so srajce 258,03 evra, dotacije Katje Pivk 400 evrov, kravate 408,09 evra, Krištofova nedelja 802,40 evra, stroški banke 163,01 evro, pa avtošola BB, to je MPK, je 320,01 evro. Skupaj odhodki 5564,94 evrov. Saldo na računu ZŠAM žiri na 31.12.2016 1069,93
1,46. Hvala lepa Blagajniku za poročilo. Nadalje bi prosil poročilo nadzornega odbora. Nadzorni odbor. Poročilo nadzornega odbora. Na zborni odbor v sestavi kot predsednik Mur Marjan, Primož Trček, Tomaž Jereb, smo člani nadzornega odbora, smo se udeležili vseh sej upravnega odbora ZŠAM žiri. Nadzorni odbor se je sestal 17.2.2017 in pregledal finančno poslovanje združenja, ki ga vodi blagajnik Janez Selak. Pri knjigovodskem pregledu ni bilo zaznanih nobenih pomanjkljivosti v zvezi z vodenjem finančnega poslovanja. Pojavlja pa se neplačevanje članarine strani določenih članov. Upravno-nadzorni zbor je zato sprejel sklep, da se po 5 letih neplačane članarine člana izbriše iz združenja. Ugotovitev nadzornega odbora pa je, da je društvo uspešno poslovalo v skladu s pravilnikom o društvih in statutu ZŠAM žiri. Hvala lepa tovarišu Marjanu za izčrpno poročilo. In bi prosil verifikacijsko komisijo, da poda svoje poročilo. Verifikacijsko komisijo je ugotovila na podlagi statuta ZŠAM žiri, da se občni oziroma zbor članov lahko nadaljuje. Hvala lepa. No, zdaj bi pa dal razpravo, bi šli na 4. točko, na razpravo poročil. In bi prosil člane za mnenja, prispevke, pobude, kva bi še lahko delali, kva ne bi delali, pa bi fajn zaslužili. No, če nimate pripomb, dopolnil pa priporočil, bi dal vse ta poročila na glasovanje. A se s tem strinjate, kar smo delali, kar smo dosegli? Hvala lepa. No, v 4. točki bi jaz še dopolnil z besedo gostov. In bi mogoče kar izzval malo, ali se bo kakšen sam javil, ali pa bom jaz kar malo izzval, kjer ga posebej, kje pa sem, ne. In bi mogoče kar prosil ta prvo predsednika Zveze ZŠAM Slovenije, Aleša Kocijančiča, pa da nam malo oniza glede ogleda na delovanje zveze in pa našega sodelovanja z zvezo. Dober večer, vse lepo pozdravljam. Jaz bi izkoristil priliko, pa bi eno anekdoto povedal, tako da dobimo malo občutka, kako je pri nas, pa kako je pri vas. Prejšnji teden sem se dobil z enim avtoprevoznikom, pa sem mu rekel, daj poslušaj, daj včlan teh svojih 30 mandeljcev v naše združenje. Je rekel, ja, porka duš, koliko pa to košta. Sem rekel, lej, to zdaj ni tako pomembno. Pač, daj, zmenimo se, jaz bom pripeljal predsednika združenja, bo prišel, pa se bomo zmenili. In res se je to zgodilo. No in potem je ta direktor rekel, ja, v redu, to toliko stane, sem kaj bojo pa fantje dubelj za to. Sem rekel, kaj jim boste pa dali? In res neprijetno vprašanje bi človek rekel, ampak se človek mora znajdeti, pa sem mu rekel, poslušaj ti mene dober. Kamorkoli grejo, karkoli delajo, posod so stroški.
če se včlanijo v ZŠA, imajo pa eno veliko šanso. Prav kakšno? Lahko delajo dobra dela in postanejo boljši ljudje. Pa me pa gleda, pa prav, veš kaj, boš ti njim sam povedal, jaz jim ne bom znal razložiti. Sem tok, hvala lepa. To je to. Hvala lepa tovarišu Kocijančiču. Če bomo pa kaj rabili, upam, Aleš, da boste še kakšna stvar odgovoril. No, vse to smislno. Hvala lepa. Pa bi šel kar naprej, mogoče na naše pobratene združenje Slovenske Konjice, ker smo največji prijatelji že od vsega začetka, kar smo mi samostojni. Pa še prej, no. Dober večer tudi v mojem imenu. Z Jožetom prihajamo iz Združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenske Konjice, pobrateno združenje. Kaj naj rečem? Lepo vas je videti, še lepše je čuti vaša poročila. Vaš predsednik je veliko povedal, vaše aktivnosti, tudi poveljnik. Vesel sem, da lahko pridem med vas. Vedno sem z veseljem hodil k vam in mislim, da bo ostalo tudi v bodoče. Izzval bi pa zdaj, ko sem že glih pri besedi, gospoda Kocijančiča, da ne vem, če bo tisto povedal, kar smo se dogovorili takrat v Ljubljani. Upal sem, da bo, zato smo tudi pokazali, da naj bi on prvo govoril, pač pa ni. Dobro, mogoče sploh ne bo potrebno. Samo to bi povedal. Povedal bi tudi to, da sem bil pred kratkim v Postojni na zboru članov. Pa je spet eden, ne bom ga imenoval, zelo neprijetno se je izražal. Mislim, da bi zveza morala utišati te posameznike, ker stari slovenski pregovor pravi, če stopiš mački na rep, se oglasi. Žal je to tako in jaz si res želim veliko sodelovanje z vsemi. Ni važno, od kje si, od kod si, kako misliš, kako razmišljaš, ampak da bi se družili in bili šoferji za vzor, prijatelji in si pomagali. Samo toliko. Zahvalil bi se za povabilo. 18.3. imamo zbor članov v Slovenskih Konjicah. Uradno vabilo pride in kaj naj rečem. Hvala vam, prijatelji, in ostanimo prijatelji. Hvala lepa tovarišu Viliju. In bi kar izzval Savinjsko dolino, tovariša Milana Pečnika. En lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem letos, oziroma zdaj drugič pri vas, pa se kar dobro počutim, tako da se veselim, da bom še z veseljem kdaj prišel. Hvala za povabilo, seveda lep pozdrav v mojem imenu, imenu Savinjske doline, pa kako tudi v imenu Neodvisne zveze ZŠAM Slovenije. Prej se je mičken drugač za mene je reklo, pa da ne bo naš Aleš slučajno jezen za to, se bomo raje o tem upravičili. Vi veste, da sem vam lansko leto povedal, da smo se pač odcepili nekateri stran. Žal smo to naredili zaradi tega, ker je pač bilo take stvari se dogajale, nismo prenesli, pa smo rekli, gremo po svoje, kar pa sploh ni tako slabo. Tudi to se dela.
Seveda, kot Jančič, Aleš Osnes že tudi ponudil roko, da mi normalno sodelujemo, seveda pa kot enakopravni partnerji. Nikakor pa ne, da nas imajo kot prej, da smo to bolj čudno doživljali. Ne. Ampak, da je Aleš to ni nič kriv. Ne. To. Drugo, poslušal sem vaše poročilo, ful lepo delate, dosti delate, mogoče vas bi pa mičken upozoril na to, da ima dele AVP razpis, ki je oddan za kar veliki denar, 100 000 evrov je letos v razpisu, in da morate to do 15.3. oddati. Ne. So pa dobre možnosti narediti in bo, zato pravim, jaz vas upozarjam, zato ker sami delamo tudi na tem. Vi veste, da lansko leto smo kot neodvisna zveza dobili tam nekje 1500 evrov, zveza za Šam pa kar 10 000, tako da so kar korajžni bili, da so tako dobri. Mi zato nismo več dobili, ker nismo imeli referenc, ker moraš imeti za eno leto vsaj nazaj reference. Zato smo tako se tudi prijavili, tudi letos bomo to naredili. Jaz upam, da boste naprej delali tako zdaj, upam, da se bomo dobili še kje skupaj, upam, da bomo tudi sodelovali tako do zdaj in da bomo se dobro imeli. Jaz vam poželim vse najboljše. Hvala. Hvala, tovariš Milan. Jaz tudi iz moje strani in pa iz strani našega združenja obljubljam, da se bomo zmerom dobivali in bomo zmerom ali veseli ali pa delali na cest ali pa bilo kje, kar bo treba. Bi pa zdaj dal repliko tovarišu Kocijančiču, pa da nam pove tisto, kar smo že tudi v Ljubljani se malo nekako pogovarjali. Ponovno pozdravljam. Najprej sem mislil, da bom se zmazal z eno anekdoto, pa vidim, da ne bo šlo. Ne bo šlo. Torej, najprej bi rad povedal, da v trenutku prevzema mojega predsedovanja, če lahko tako rečem, je bilo stanje na zvezi zelo klavrno. Zveza je bila pred propadom, to je bilo 1.7. lanskega leta, do 1. septembra zveze ne bi bilo več. Vsaj po besedah bivšega generalnega sekretarja in pa potem, kako je bila zadeva pelana. Od takrat naprej pa do novega leta sem se moral še z njim zelo ukvarjati, oziroma sem se ga izogibal, če lahko temu tako rečem, in se tresel, ali bomo ali ne bomo preživeli, in nam je kljub temu uspelo. Od 31.12. imamo novega, oziroma od 1.1. imamo novega generalnega sekretarja. On je prostovoljec in dela zdaj že s polno paro. Zastavljene imamo tudi smele projekte za razvoj zveze. Ravno tako smo se podali v državno prvenstvo, katere bomo imeli 8.4. na Vranskem. Skratka, precej stvari se je zelo, zelo spremenilo. Predvsem se pa vsi trudimo, da kdorkoli si vzame besedo, pravico, da kaj pove, da najprej pove, kaj je dobrega naredil, potem pa šele kritizira. Skratka, kritizerstvo smo precej zajezili. In mislim, da je tudi vzdušje pravo za sodelovanje, za prijateljstvo, za nove povezave, tudi tiste, ki so vmes umrle. In zato sem jaz tudi danes tukaj. Prav vesel sem, da ste me povabili. Si štejemo veliko čast. Zgodovine ne bi pogreval, upam, da mi ne zamerite, ker sem se to odločil v trenutku, ko sem prevzel predsedstvo, da je zgodovina za zgodovinarje, prihodnost je pa za korajžne. Če kdo želi, me lahko tudi kaj vpraša, bom rade volje odgovoril, sicer pa hvala lepa.
Aleš, hvala lepa. Jaz upam, da bo kakšen od naših članov še ti zastavil kakšno vprašanje. Je pa res tako, mi smo z predsednikom, ki smo bila v Ljubljani, pa z Vilijem, ki smo se sestali z Alešom, smo imeli debato, tako uno, tretjo, sam rekla sva pa midva s Marjanom takole. 12 let je preteklo, odkar smo iz zveze. In upamo, da bo tudi 12 let preteklo, predkrat se mu nazaj včlanili, če se ne bojo drugače obračali. Sam kukar je Aleš zapel, zgleda, da bo to malo drugače, kot je bilo, ker jaz, kukar sem njega poslušal, ga zastopim, da ni važno, a smo tam, a nismo tam, važno je, da smo v sodelovanju in pa, da se povezujemo in pa delamo eden z drugim. To je pa bistvo vsega. Ne, ali boš ti zvezi plačeval, pa ne vem koga, ampak važno, ker se srečamo, da se lepo pogovorimo, pa spravimo kakšne zadeve skupaj na plan, bi rekel, da lahko loži delamo. Se pravi, če ima pa še kakšno vprašanje za tovariša Kocijančiča, se boste pa še oglasili. In bi kar nadalje šli, bi prosil Jesenice Jureta Svetina, da pove svoje perspektive. Prav en lep dober večer z Jesenic. Mene, pa mojo ženo, pa člana danes vidite kot gosta zadnjič. In sicer zaradi tega, ker smo začeli pisati o smrtnico na Jesenicah. Žal ne vidimo izhoda, denarja ni, članov ni, državo, zvezo oziroma banke pa ne mislimo financirati. Tako da jaz želim, da sem od danes naprej, kot sem, oziroma ko bo uradno zaključena zgodovina Jesenic, jeseniškega društva, želim, da me sprejmete kot člana v ZŠAN žiri. Hvala lepa. Jure, hvala lepa in povej, zmeram ste dobrodošli ti in vsi vaši člani z Jesenic, nobenih težav. Pa bomo pač še na Jesenicah delali, tam bomo odprli eno podružnico, pa smo na vezi. Ti boš podružnico vodil, mi ti bomo diktirali. No, pojmo naprej, da ne bomo predolgi. Bi prosil ZŠAM Idrija, novega predsednika Petra Lampe, da nam pove, kva se v Idriji dogaja. Lep dober večer, tudi vam v Žireh. Prihajam iz Idrije. Ja, predsedstvo sem nekako prevzel po nekih silnih razmerah, če ne bi bilo verjetno tudi že na tapeti, kad je na Jesenicah, kar pa še zmeraj ni rečeno, da ne bo. Pač nas je članov 31 in bomo videli, kako bomo stvar speljali. Drug teden imamo občni zbor. Zdaj, da bi nekaj, imamo še 60-letnico, tako da je vse skupaj še bolj pestro. Je pa tako, mislim, da ni dobro, da začnemo, kako bi rekel, obolevati določena društva, ka gre ali pa ne gre, pa ni članov, pa gor pa dol. Tako da, zdaj ne vem, ali priključitev ali pa se strezniti nekaj vložiti, vsak nekaj ur v neko delo in na koncu leta je neko poročilo in nekaj v življenju oziroma so neka izpisana poročila, ker se dela,
če ne pa, če ni dela, pol vemo, kje smo, ne. Tako da ni treba, da pade vse na enega, ne, ampak če si bi razporedili delo, če si član, pa je prav, da nekaj narediš za to, ne. Ne moreš biti ponosen na račun drugih. Jaz nisem bil niti do zdaj v upravnem odboru, tako da sem čist na frišno. Je pa dosti tudi odvisno od drugih, a ne. Tukaj en sam ne pomeni nič, kot pri vas ne. Tako da upamo, da bo stvar speljala nekako na eno pot, da še zmeraj je povezava med, da se tudi med institucijami v občinah in da vsi skupaj strmijo predvsem na varnost, zato smo. Ne, da se v bistvu, da pol se začne, kdo bi šel, kdo ne bi šel. Vsi smo zato poslani, tukaj smo se včlanili, napisali smo izpisnico, da bomo to delali, zdaj pa vse je od nas odvisno. Tako da jaz žirem, ko so polhni listi preteklega dela, želim še naprej veliko dobre volje in pa dobrih članov. Petar, hvala lepa. V imenu Žirovskega združenja in pa v mojem imenu ti želim veliko uspeha na tvoji poti. Če boš pa kaj rabil, lej, tle smo, lih čez grič, se pogovorimo, se pomenimo, pomagamo eden drugemu, ni nobenih težav. Naprej bi prosil Združenje Žešam Velenje. Ja, Velenje, ja. Dober večer, en lepe pozdrave iz Velenja, zahvaljujem se vam za vabilo, želim vam veliko uspehov na nadaljnjem delu, pa da bi še naprej sodelovali čim več in želim vam srečno vožnjo. Hvala lepa. Obljubljamo, da bomo sigurno sodelovali. Tudi če smo malo dali, lejte, če smo prijatelji, ni važen kilometri. Naprej bi prosil Postojno, Vido Lukančič, da pove, kva se dogaja tamle na Rauber Command. Najprej hvala za povabilo. Lep dober večer in pozdravi z Postojnskega. Ja, tudi kakšne take stvari se dogajajo, kot smo jih videli prej v uvodu. Žal. Kaj naj rečem? Na prvo moram seveda pozdraviti vas vse v imenu mojega predsednika, ki je imel danes neko neodložljivo delo na stran Trojan. Drugače bi prišel. Moram pa reči, da sem tudi vesela, da imamo danes tukaj našega krovnega predsednika, da ne bom zmeri sem jaz tista črna ovca, ki hodi na stran reke v bazo, ki, ne bom rekla, ki je bil odpadnik, ker se malo grdo to sliši, no. Ne, se to je čist, bi rekel, nam to nič napade več na srce, ker smo tu že vse prestali. No, tudi v zvezi s to besedo sem včasih kakšno takole slišala od zadaj, da se družim z nepravimi ljudmi, ampak jaz še zmeraj trdim, da je že v samem našem imenu ime združenje, kar pomeni združevati ljudi, enako mislečih ljudi, enakega posla, ne pa neko razdruževanje ali pa, kot mladi danes rečejo, neki fajt. Moram reči, da navezala se bom na Vojkotovo pripombo prejle, ja res, veliko delati pa nič zaslužiti, to bi bilo najboljše. Potlej ne bi bilo nobenih problemov, jih ne bi imel Peter, pa noben ne, vemo, da tudi pri nas vem kar precej stvari, ki se dogajajo tudi v Notranjsko-primorski regiji. Tudi pri nas imamo kar probleme, oziroma Ilirska Bistrica je ena taka, no Idrija isto v naši regiji, ki
ima finančne probleme. Vemo, da nobeno društvo brez financ in nobeno gospodinjstvo in nihče brez denarja danes funkcionirati ne more. Meni je zelo žal za Jesenice. Jaz sem res mislila, da se bojo zvlekli, ampak Jure, treba bo nekako naprej, ne? Rekla bom tudi sam še to, da sem jaz malo gledala, odkje Marjan te liste pobira, ne? Ko je bral poročilo, jaz gledam, če se mu kakšna rolca odvija tamle pod nogami, ker je še kar listov in sem si mislila, pa tole mora biti vsaj do nekih 2-3 let, ne? Ker toliko pa nam mora eno društvo narediti. Ne, malo se hecam. Zelo sem vesela res, da vam uspeva, da ste tako enotni, da veliko naredite in seveda imate tudi veliko predstav. Da se pa ne vračam spet nazaj na tisti breg, ne vem kakšen, in da sem jaz to, kar sem rekla prej, bom pa rekla, spoštovani moji prijatelji, lepo vas je videti po 2 letih, še zmeraj dobro izgledate, bodite fajn še naprej, dobro delate, veliko denarja vam želim, pa srečno vožnjo. Hvala lepa, Vida. Jaz sem zmeram tak optimist, da sem vsak let mlajši. Nadalje bi prosil Rogaško Slatino, tovarišico Cvetko. Lep pozdrav vsem skupaj. S kolegom prihajamo z Rogaške Slatine, z ŽŠAM Rogaško Slatino. Vam prinašamo prav prisrčne pozdrave. Hvala za povabilo. Seveda čestitke vašim uspehom, vašim uspešnim delom. Želim vam tudi še bodoče, da je tako. Želim si sodelovanja z vami tudi še naprej. Vesela sem, da sem po dolgem času zopet pri vas. In vas vabim 25. marca na naš občin zbor članov. Tako da dobite pa tudi vabilo. Vsem skupaj srečno vožnjo. Hvala lepa, tovarišica Cvetka. Se vidimo sigurno na vašem občnem zboru. Nadalje predstavnika ŽŠAM Trebnje. En lep dober večer, bom rekel, kar vsi drugi, jaz vas lepo pozdravljam, ampak moram pa tudi povedati, da smo tudi mi, Trebanjci, šli zase in smo zdaj prvo leto in se imamo lepo, še lepše skoraj kot prej. Pa tudi prej ne je bilo slabo, ne bom rekel. Potem pa vas jaz tudi vse skupaj vabim. Jutri imamo občni zbor, to je 5.3. ne, ob 9. uri in mislim, da smo videli s tem združenjem, ker smo se že poslali te, bi rekel, povabila. Zraven pa še želim vam srečno in varno vožnjo še naprej, pa da se še večkrat srečamo. Hvala lepa. Obljubim, da jutri delegacija sigurno pride, ampak ne cela dvorana. Naprej bi prosil predstavnika Rokovnačev, da nam pove, kva smo ga špičili gor a so vsi všli, se pravi, so se šli preobleči, ali kaj? Ja, če pa noben neče spregovoriti nobene besede, gremo pa naprej. Važno, da bomo jedli klobase pol čim prej. Prosil bi še našega gospoda župnika, dekana Igorja, da nam kaj pove, kva smo ga krasili po njegovi plati. Torej, lep dober večer tudi z moje strani. Lep pozdrav vsem društvom, ki ste tukaj navzoči. Jaz sem vesel osebno tudi povabila sem, da se vidimo, da slišimo, kako delujejo naši ŽŠAM. Torej, jaz sem tudi njihov član, skratka, ampak zelo malo aktiven, no, moram reči. In je to pozabil povedati, da je uniformirani.
Ja, to je res, ampak danes sem prišel iz ene druge obveznosti, pa sem si drznil kar takole prideti, mislim, da ni nič narobe, jel? Nič, Igor. Tako da, lejte, tisto, kar je bilo prej omenjeno o sodelovanju, povezovanju in v bistvu druženju, to je zelo pomembno, ne? Tudi meni se zdi to lepo in si tega čim več želim. Ljudje živimo drug z drugim. Če živimo drug mimo drugega, potem nimamo nič, nobeden od nas nič nima. Ne? Če se pa povezujemo, če skušamo ob vsem, kar smo, torej tudi, ko imamo napake, skupaj sobivati, potem pa lahko marsikaj naredimo. In osebno si želim, da bi sodelovanje lepo potekalo najprej v našem združenju za šam žiri. Ob tej priložnosti se zahvalim za vso pomoč, ki jo naklonite tudi naši župniji. Prej ste omenili za procesije in ostale stvari. Vse se lahko zmenimo, zelo hitro se zmenimo, no in tega si želim tudi za vse ostale, torej da bi bilo res povezanosti čim več, pa dobrohotnosti čim več, pol pa marsikaj gre oziroma gre vse. Vam želim vsem skupaj, da bi današnji večer lepo naprej potekal. Vam želim, da se dobro pogovorite, da se dobro poveselite in da potem tudi veliko uspešnih stvari naredite v svojih združenjih in pa tudi širše. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Igor, za spodbudne besede. No, tukaj bi se beseda gostov nekje zaključila, sam moram pa... Aha, prosim. Še imamo nekaj, ja? Se opravičujem. Se jaz tudi pa vas moram nekaj še spomniti. Hvala še za besedo enkrat. Kaj bi povedal to, da mi imamo žal nismo z Alešem, to nič prej se slišala, mi imamo državno prvenstvo 22. ne, v mehaniku in vozniku. Seveda vas vabimo tudi takrat vse, in pri nas bomo se slučajno takrat tudi naša vsa ostala društva vejo, se bo tudi malo pogledalo uniforme, kakšne bomo imeli, oziroma kak so uniforme, da bomo to naredili. In pa kaj vas bi vabil vas bi pa 15. julija bomo delali pa državno proslavo ob dnevu šoferjev in avtomehanikov pri nas na avtopoligonu Ločica ob Savinji. Mi imamo veliki prostor, mi imamo vse pripravljeno, tako da vas res lepo vabimo. Hvala. Hvala lepa. Upamo, da bomo uspeli dobiti delegacijo, ker se veš, Milan, mi imamo toliko dela, da sam s sabo ne vemo, ko bi. No, zdaj bi pa res, ima še kdo kaj od gostov, če nima, bi dal še 2 opravičila. Opravičil se je nam tovariš Penko Gorazd, direktor maratona Franja, ker mu je pa ravno na današnji in jutrišnji dan kolesarsko dirko žensko World Toura v Italiji in ni mogel priti. Opravičila se je tudi policijska postaja Škofja Loka, pa če vam povem, kakšne težave so imeli, boste rekli, je res ali pa ni res. Eden je mogel žena vpeljati v porodnišnico, eden pa doma leži od teh glavnih, ki so bili določeni, da pridejo k nam na občni zbor. Takole, to bi zdaj, s tem bi zaključil tole razpravo in to in bi prosil pod 5. točko, da gremo na finančni plan za leto 2017. Finančni plan za leto 2017. Za maraton Franjo bomo namenili 700 evrov, strokovno ekskurzijo 2000 evrov, zbor članov 1500 evrov, športne dejavnosti 500 evrov, kresnički in odsevni trakovi 500 evrov, izobraževanje in predavanje 1800 evrov, praznovanje svetega Krištofa 1100 evrov, dotacijo Katje Pivk 400 evrov, delovne uniforme in dodatki 1500 evrov, priznanja in kolanje 700 evrov. Finančni plan za leto 2017 bi znašal 9700 evrov.
Hvala lepa, tovariš predsednik. Denar bomo pa nafetali. Tlele bi jaz, če se strinjate z tem, bi zamenjal 8. točko z 6. točko, tako da bi kar dal plan delo za 2017, pa bi pol šli na podelitev priznanj pa odlikovanj. Ja, zato si predsednik. Spoštovani člani in članice, program dela za leto 2017. Najprej vam moram sporočiti, da moramo imenovati upravni odbor enega novega nadomestnega člana pri zamenjavi oziroma nadomestitvi umrlega člana. Ne gre za veliko funkcijo v upravnem odboru. Statut predsedniku dovoljuje, da se zamenja več članov v upravnem odboru, lahko izvede brez volitev. Zato bomo na mesto umrlega člana za novega člana imenovali Vilija Freliha. Obiskali bomo vse občne zbore, kamor bomo povabljeni, tako kot doslej. Udeležili se bomo tudi srečanja na Rogli in se udeležili tudi vseh pogrebov stanovskih kolegov, o katerih bomo obveščeni. V ponedeljek imamo varovanje otrok po zimskih počitnicah v Žireh in v občini Gorenja vas - Poljane. V nedeljo zjutraj na Veliko noč bomo varovali velikonočno procesijo, prav tako bomo varovali procesijo za svetorešno telo in kri. Sodelovali bomo z agencijo AVP za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Gorenja vas - Poljane, železniki oziroma kjer nas bodo potrebovali oziroma kamor nas bodo povabili. Izvajali in vključevali se bomo v naloge iz nacionalnega programa za obdobje 2013 do 2022. V Poljanah bomo sodelovali na kolesarskem tekmovanju, kjer bomo delali kot sodniki na cestnih odsekih. Pomagali bomo turističnemu društvu Žiri izpeljati kolesarski žirovski krog. V nedeljo 23. julija bomo ob 9. uri organizirali praznovanje svetega Krištofa z blagoslovom avtomobilov, ki bo tokrat potekal v cerkvi svetega Martina v Žireh. Ob tej priliki že sedaj prosim vse prisotne predsednike združenj, da bi se tega srečanja udeležili v čim večjem številu, s prapori in svečanih uniformah. Enako vabilo velja tudi za vse člane združenja, tudi za tiste, ki nimajo svečanih uniform, imajo pa bele srajce, kravato in nam se lahko pridružijo. Kot vsako leto bomo tudi letos prisotni pri varovanju maratona Franja. V septembru bomo v občini Gorenja vas - Poljane, Žiri in železniki za prve šolske dni v sodelovanju s Svetom za preventivo in policijo varovali učence na poti v šolo in iz šole. Po potrebi in dogovoru tudi v drugih občinah, varovanje bomo ponovili tudi po končanih novoletnih in zimskih počitnicah. Ponovno bomo organizirali predavanje NPK, nacionalne poklicne kvalifikacije, z agencijo BB za leto 2018 za podaljšanje kode v vozniškem dovoljenju. Predavanje bomo potekalo enkrat v Žireh in enkrat v Škofji Loki. Jeseni se bomo vključili tudi v akcijo Stopimo iz teme v vseh občinah, kjer se bomo dogovorili z občinskim SPV-jem ali pa tudi brez dogovora. Akcije bomo večkrat ponavljali, če bo ugotovilo, da so take akcije pomembne za zmanjšanje prometnih nesreč med pešci in kolesarji. V vrtcu osnovne šole v Žireh smo se dogovorili, da bomo na pustni torek varovali otroke po Žireh ob organizaciji pustne povorke. Zadnje razrede vrtcev, preden prestopijo v prvi razred, bomo popeljali po Žireh in jim pokazali, kakšna je varna pot v šolo, saj se bodo kot šolarji morali potem sami znajti. Ponovno nas vabi Čipkarsko društvo Cvetke iz Žirov na sodelovanje in pomoč ob 11. srečanju klekleric, ki bo potekalo za prvomajske praznike v okviru njihovega praznovanja. Drugo in tretjo nedeljo oktobra bomo prevzeli varovanje in urejanje prometa in parkirnih prostorov na Kostanju in Pikniku v Zgornji Besnici.
Tudi v letu 2017 bomo sponzorirali Kati Pivko vrednosti 400 evrov in ji tako pomagali, da bo lažje branila naslov državne prvakinje. V času pred 1. novembrom bomo obiskali grobove pokojnih predsednikov ZŠA Mažiri in se jim poklonili in jim prižgali svečko v zahvalo za vse, kar so dobrega naredili za naše združenje. Udeležili se bomo prižiganja sveč v spomin na žrtve prometnih nesreč. Udeležili se bomo balinarskega turnirja v Cerknem. Udeležili se bomo akcije Alkohol ubija. Župani se bomo dogovarjali in opozarjali, kaj je potrebno še postoriti za večjo varnost v prometu v naših občinah. Še naprej bomo posvečevali število uniformiranih članov, zato prosim, da se javite vsi tisti člani, ki želite imeti svečane šoferske uniforme. Na razpolago imamo nekaj uniform, ki so v zelo dobrem stanju in bi jih radi oddali našim članom, ki jih bi želeli nositi. Dobili smo 18 delovnih uniform za delo na terenu, za uporabo tam, kjer je svečana uniforme škoda uničevati. Poskušali bomo pridobiti čim več naših ali drugih članov, ki bi se odrekli delu dohodnine v korist Združenja ZŠA Mažiri. V jesenskih dneh bomo pripravili izlet v Rogaško Slatino, program še ni izdelan, nam ga bo pomagala pripraviti Cvetka, predsednica ZŠA Rogaška Slatina, za kar se je že vnaprej zahvaljujemo. Hvala lepa, tovariš predsednik. No, zdaj bi šli pa kar naprej na podelitev izkaznic novih članom, podelitev značk za staž in drugih priznanj. Pa bi kar, zdaj imamo v letošnjem letu, imamo zaenkrat samo enega novega člana za vpisati in to je Kavčič Tadej, Lučine, Gorenja vas. A je tukaj? Ni? To so pa šoferji, ne? Nimajo. Jaz pravim, zmeram, kadar je občin zbor pol šoferjev marka, ker je morajo biti na delu. To je pa žalost, ne? Pač smo si izbrali tak poklic. Pa bi šli kar naprej na podelitev značk za staž. Za 5-letni staž. Aha, tovariš predsednik, boš podelil to. Jelenc Luka, Dražuše. Luznar Janez, Sevca. Mezek Janez, Debeni. Evo, vsi na delu. Rupar Aleš, Šubic Janez, pa Vlasič, evo, Šubic je. No, evo. Pa Vlasič Katja. Jo ni. 10 let. Frelih Viljem, pa Kohovšek Rado. Petnajst let. Dolenc Sveto, Klemenčič Štefan, Karmel Matjaž, Oblak Peter, Eržen Borut. Evo, nobenega, vsi na šihtu. Za 20 let Bambič Alojz, Dolenec Simon, pa Laznik Boris. A ni bil? Simon je bil, a ni bil? A ni? Evo. Za 30 let Avguštin Bojana, Bogataj Petar, Dolenec Pavel, Karmel Hendrik, Rupar Bojan, Tomažin Franc, to je bilo 30. 35. Božnar Maks, Dolinar Janez,
pa Gaser Ivan, Kavčič Bojan, Kisovc Janez, Mezek Franc, Podobnik Bogdan, Strel Milan, Šimić Miloš, Šinkovec Franc, 40 let, Bogataj Bergant Janez, za 50 let prejme Marn Ivan, ga pa ni, kakor jaz vem. Se pravi, to so bile značke za staž. Bronasta. Priznanja v letu 2017 bronasta značka dobijo Jereb Tomi, Dolenc Marjan, pa Jezeršek Vojko. Ja, sama smetala. Srebrna značko dobi Jože Šubic. Zlato značko dobi Anica Jesenko. Pisno priznanje za večletno delo in pomoč v Združenju šoferjev in avtomehanikov Žiri prejme Rakovec Matija. Ga ni, ga nisem videl. Srebrno pisno priznanje za večletno delo in pomoč za delo v Združenju ZŠAM Žiri Agata Selak. Bo moč sprejel. Bronasto pisno priznanje dobijo zavestno delo in pomoč v Združenju šoferjev in avtomehanikov Žiri Franci Troha, Ivan Gaser in Mojca Leskovec. Ki pa je Mojca zunaj. Evo jo. Mojca prihaja, ostale dva sta pa zatajila. Zlato pisno priznanje dobi za dolgoletno in uspešno sodelovanje uredništvo Gorenjskega glasa Kranj. Ga ni. Diamantno pisno priznanje za 50 let članstva v Združenju šoferjev in avtomehanikov dobi Ivan Marn. Ga ni, a ne? Nadalje, plaketa tovarištva dobita Andrej Homec in Marjan Mur.
Imaš pa obrazložitev, ali? Ja. Marjan Muri in Andrej Homec sta aktivna člana našega združenja. Nima ni težko dati svoje proste ure za delo v ZŠAM-u, saj vse leta veliko pomagate pri raznih akcijah v ZŠAM-u. Nikdar nima ni težko preskočiti na pomoč, ko imamo akcije iz varnosti cestnega prometa, pa naj bo to varovanje otrok v šolo, večerne akcije z naslovom Vstopimo iz teme. Pri varovanju maratona Franja, varovanju procesij ter urejanje prometa na kostanjem pikniku v Besnici. Vedno pomagate pri organizaciji Krištofove nedelje, ko naše združenje praznuje god svetega Krištofa. Marjan vsako leto na zboru članov vodi kuhinjo in skrbi, da smo lepo postreženi. Upravni nadzorni odbor in vsi člani ZŠAM-a žiri ima izrekamo zahvalo za prizadevno delo in željo, da bi še večkrat lahko pomagala pri izpeljavi takih akcij. V zahvalo za njeno požrtvovalnost ima izročamo plaketo tovarištva. Čestitkam se pridržuje tudi delovno predsedstvo. Plaketo humanosti dobita Miha Potočnik in pa Miro Frelih. Miha trenutno ni, ima neke druge obveznosti, oba sta uniformirana člana našega združenja. Miro opravlja nalogo podpredsednika ZŠAM-a žiri, Miha pa je praporščak, oba svojo nalogo opravljata vestno in odgovorno. Nima težko dati svoje proste ure za delo v ZŠAM-u, saj že vsa leta članstva veliko pomagata pri raznih akcijah v ZŠAM-u. Nikdar ima ni težko preskočiti na pomoč, ko imamo akcije iz varnosti cestnega prometa, pa naj bo to varovanje otrok v šolo, večerne akcije z naslovom Vstopimo iz teme. Pri varovanju maratona Franja, varovanje procesij ter urejanje prometa na kostanjem pikniku v Besnici. Vedno pomaga pri organizaciji Krištofove nedelje, ko naše združenje praznuje god svetega Krištofa, našega zavetnika. Upravni nadzorni odbor, vsi člani ZŠAM-a jima iskreno zahvaljujemo za prizadevno delo, željo, da bi še velikokrat lahko pomagala pri izpeljavi takih akcij, v zahvalo za njihovo požrtvovalnost ima izrekamo in jima izročamo plaketo humanosti. Čestitkam se pridržuje tudi delovno predsedstvo. Imamo še eno plaketo za podeliti in to plaketo Krištofa, ki jo dobi Janez Selak. Janez je uniformirani član ZŠAM-a in v združenju že vrsto let odlično opravlja delo tajnika. Kakršno delo tajnika, tako je tudi uspešno združenje. Ni mu težko poprijeti za delo, saj vse že vrsto leta pomaga pri raznih akcijah v ZŠAM-u. Nikdar mu ni težko priskočiti na pomoč, ko imamo akcije iz varnosti cestnega prometa, pa naj bo to varovanje otrok v šolo, večerne akcije z naslovom Vstopimo iz teme. Pri varovanju maratona Franja, varovanja procesij ter urejanje prometa. Ni mu težko obiskati druge zbore članov po drugih združenjih po Sloveniji, s svojim avtom brez potnih stroškov združenja. Vedno pomaga pri organizaciji Krištofove nedelje, ko naše združenje praznuje god svetega Krištofa oziroma pripravi svetomašo.
Upravni in nadzorni odbor, vsi člani ZŠAM-a želimo izrekamo zahvalo za prizadevno delo, željo, da bi še velikokrat lahko pomagal pri izpeljavi takih akcij. V zahvalo za njegovo požrtvovalnost mu izročamo največjo plaketo ZŠAM-a žiri, na kateri je upodobljen sveti Krištof, ki naj ga spremlja vse posod. Čestitkam se pridružuje tudi delovno predsedstvo in upajmo, da ga bo ta Krištof varoval po celi Evropi, ker vemo, da je voznik po celi Evropi. Preden bi dal zaključne besede tovarišu predsedniku, bi prosil še enkrat gospoda predsednika Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, da bi malo povedal glede tega prometnega vestnika, ker menda na teh prometnih vestnikov ni prijavnic notar. Kako bi se recimo naši člani, če bi hoteli prometni vestnik dobiti na dom, lahko na njega naročili? Rekel bom, da sem počaščen, da vas prometni vestnik zanima. Nisem pa bil pripravljen, da bom dobil takoj naročilo že za naprej. Torej, jaz se bom potrudil, pa odgovor, če smem vašemu predsedniku, da se imam zdaj njegovo mnenje, kako doročujem naprej. Hvala lepa. Hvala lepa, tovariš Aleš. No, zdaj bi pa dal še zaključno besedo tovarišu predsedniku Marjanu. Spet največ dela, evo. Največkrat je mogel gor ostati. Rad bi se zahvalil delovnemu predsedstvu, predsedniku Vojkotu Jezeršku za odlično in strokovno vodenje nocojšnjega zbora članov. Hvala vsem gostom in našim članom, ki ste nocoj pozdravili naš zbor članov. Hvala tudi predsedniku zveze Alešu Kocijančiču za opravičilo zveze našemu združenju, za otoplitev odnosov med drugimi združenji, kateri so strogo upoštevali navodila zveze, kako se morajo obnašati do društev, ki niso povezani v zvezo, pa če tudi ne po svoji krivdi. Še enkrat hvala, da bomo lahko naročili prometni vestnik. Vsi tisti, ki boste to želeli, se boste pač obrnili na mene. Prav tako hvala doktorici Mojci Leskovec za lepo prikazano reševanje ponesrečencev in vseh tistih, ki so potrebni zdravniške pomoči. Skoraj se ne zavedamo, kako je to pomembno, da smo s takim zadevami seznanjeni, ob tistem trenutku, ko tako pomoč potrebujemo ali potrebuješ ti oziroma tvoji najbližji. Še enkrat bi se rad zahvalil vsem nocojšnjim nagrajencem, ki so prijeli priznanje. Obstoj našega združenja odvisen tudi od vsakoletnega sofinanciranja občine Žiri, ki delno pokrije stroške dela našega združenja. Prav tako se moram zahvaliti Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, občine Gorenja vas - Poljane in Žiri, kolesarskemu društvu Roh in Rokovnačem za vsakoletno dotacijo ter VBH-ju za vsakoletno sponzoriranje našega združenja in Troku Franci za nesebično pomoč. Dragi naši člani, dragi gostje, vesel sem, da ste se odzvali našemu vabilu na nocojšnji zbor članov. Sedaj pa končujem uradni del, po našemu zboru članov sledi pogostitev, za ples in dobrovoljo pa bo letos poskrbel ansambl Rožnik. To so mladi muzikanti iz Besnice. Za vas pa smo nocoj tudi pripravili srečelov, vsaka srečka je polna, dobitnik glavnega dobitka pa se bo nocoj odpeljal domov z lepim kolesom. Vsem prisotnim na nocojšnjem zboru članov ZŠAM-a želim prijetno počutje in srečno vožnjo v letu 2017. Hvala lepa, tovariš predsednik. S tem zaključujem nocojšnji uradni del
In ravno tako kot predsednik vas vabim na veselo druženje in pa, če si boste zaželeli srečolova, da boste kaj odnesli domov, tudi se priporočamo. Lepo počakajte, da bomo se pogostili z našimi žirovskimi klobasami, ker enkrat smo pri nas naredili večerjo z dunajskim zrezkom, pa je vsak rekel, lej, jaz sem prišel v žiri na klobaso, nisem prišel na zrezk. Hvala lepa še enkrat za udeležbo in pa srečno vse posod, kjer boste hodili. Srečno. Samo nekaj se še pozabil, se opravičujem. Šopek, kateri se nahaja na naši delovni mizi, bojo jutri 3 člani odnesli našemu pokojnemu članu iz upravnega odbora Alešu Košenini.